Dober večer, lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali na nocojšnji večer. Pozdravljam vse avtoritete, župnika, gospoda Milana Preglja in dekana. In smo v cerkvenih prostorih. Potem podžupana gospoda Antona Hareja, podžupana mestne občine Nova Gorica, potem župana iz Logatca, Berto Menard, in še ena gospa Aleša, tudi iz občine za kulturne dejavnosti v Logatcu. In seveda pa tudi razpravljavce, to je doktor Janez Juhant, ki je bil tudi naš profesor, rektor univerze v Teološke fakultete v Ljubljani in pisec mnogih del tudi z področja družbenega nauka cerkve. Potem gospa Mira Cenčič, ki je, mislim, da prejšnji teden praznovala 90 let in včeraj. Po moje bomo potem po predavanju zapeli kolikor kapljic, toliko let. Vsekakor poznavalka dogajanja na Primorskem, tudi katoliške sredine in kako je bilo tukaj pod fašizmom. Potem gospod Štefan Skledar, ki je pravzaprav, se mi zdi, skupaj z Ivom Jevnikarjem dal pobudo tudi, da je ta razstava nocoj tukaj in ta okrogla miza. In gospod Ivo Jevnikar, ki bo povezoval nocojšnji večer. Tako, preden dam besedo tudi podžupanu in povabil bi tudi župana Logatca, predvsem me zanima, kako to, da je občina Logatec pripravila to razstavo in tudi financirala. Sem slišal, da to je kar bilo nekaj 10.000 evrov. Preden dam besedo, mogoče sam to, se mi zdi izziv nocojšnjega večera je, kaj ima Andrej Gosar mogoče še vedno povedati nama, ni to že malo pretekli čas. Družba se razvija, danes lahko rečemo, da je cerkev nekako tako rekoč izločena iz javnosti in tudi teološka misel mogoče, kako sedaj naj teologija in družbeni nauk cerkve je ena od teoloških panog, kako naj se izrazi danes. In tukaj se mi zdi potem pa, da smo kristjani zelo različnih mnenj in mogoče en pogled tudi pričakujem, mogoče, če bo šlo, kako je bila razpoloženje med kristjani pred drugo svetovno vojno. Namreč, ko sem bil v Kanadi, sem bil šokiran. Emigracija, politična emigracija v Kanadi, razdeljena na dva tabora. Eni so bili Tomčevci, drugi stražarji. In vsak svojo banko, svoje kulturno društvo, svoj časopis in vsi emigranti. In potem pridem v Rim in je bil ravno en diplomatski sprejem. Mislim, da je monsignor Jurkovič postal nuncij. In na tem sprejemu pride k meni Štefan Faleš, ki je bil tudi prvi veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu, član Malteškega, Viteškega, Križarskega reda in še marsikaj, gotovo je imel velik vpliv. In sem mu postavil to vprašanje, ker on je bil pa stražar, je pripadal Erlichovi, doktor Janez Juhant je pa tudi napisal knjigo o doktorju Lambertu Erlichu. Se pravi, malo me zanima, kako so bili ti odnosi. En vidik je, da je bil neki pluralizem, po drugi strani pa so se med sabo tudi spopadali. In kako danes peljati
družbeni nauk cerkve, kaj lahko kot kristjani naredimo. To se mi zdi, da je tisto vprašanje, ki pričakujem, da bomo dobili vsaj kakšen odgovor. Zdaj pa dajem besedo najprej podžupanu, da pozdravim, potem še županu Logatca. En lep dober večer, tudi v mojem imenu, lep pozdrav vsem. Vidim, da smo zbrani, ni nas veliko, no smo pa ta pravi zbrani. In res lep pozdrav vsem, najprej županu, pa vsem organizatorjem, gospodama župnikoma, župniku in pa vikarju in pa tudi vsej častnim gostom danes. Kaj ne rečem, izzivov je veliko, predvsem za Evropsko prestolnico kulture. Lahko bi eno temo posvetili tudi tej temi, zakaj je ta naša stvarnost, naša dinamika, bi rekel, manj prisotna v teh razpravah, vendar kakorkoli pobude so in jaz kot podžupan jih pozdravljam v naši sredi. Jaz sem vesel tako goriških večerov, kakor tudi današnjega tukaj v Konkatedrali. Nekaj smo jih že imeli, nekaj jih bomo še. In tako da pozdravljam te razprave, pozdravljam tudi razmišljanja. Krščanska demokracija je gotovo ustvarjala miselnost, predvsem pred drugo svetovno vojno. Zdaj pa res, kakor je rekel tudi gospod vikar, smo bolj kakor ločeni, smo bolj izločeni iz javnega življenja. Imamo francoski način razumevanja države oziroma ločenosti med cerkvijo in državo, tako da je pač to realnost in s tem se pač moramo soočati tako vi v vsakdanjem življenju, kakor tudi sam kot podžupan. In bolj kakor je okolje laicistično, ali pa ne vem, če sem se pravilno izrazil, bolj je ta prepad med enim in drugim, nažalost tak. Ne bomo tukaj, zdaj smo tukaj, da pozdravim, sem vesel, da je do tega prišlo, da bomo to odprli in bi rekel, se veselim današnjega večera. Hvala za ta večer in uspešno delo in plodno razpravo. Hvala lepa. Spoštovane gospe, gospodje, visoki gostje, tudi jaz sem vesel, da smo prišli v Novo Gorico, da ta duh našega dr. Andreja Gosarja nekako dvignemo. Mi smo ga skušali iz pepela postaviti ven na pedestal in z vsakim takim dogodkom, ki je nocoj, ga nekako zloščimo, da je vedno bolj sveti. Živimo v času, ki je še kako pomemben, ko ne vemo, kaj bi s kapitalom, kako bi pravično razdelili, kar ustvarimo, in to je dr. Andrej Gosar že sredi 30 let napisal 2 debeli knjigi za nov družbeni družabni red, v katerem je opredelil, da je delo potrebno, da je prav, da je lastnina znana in da tisti, ki nima njiv premoženja, kakorkoli že, je prav, da dela in da se z gospodarjem določi zmeni za nek določen procent, ko bo zaslužek. In predvsem pa je poudaril to, da tisti, ki želi delati, pa nima njiv ali drugih osnovnih sredstev, je tisti, ki ima tega preveč, pa ne mora obdelati, to tudi dati. In danes je še kako pomembno, ko se vse posodi govori o pravičnosti, o kapitalu, o vseh teh stvareh, mnogi ne bi niti hoteli delati. Kaj šele, da bi šli še o veri. Vsi se nekaj bojijo, čeprav mi kristjani imamo v veri neko uporo, to je nam kot popotna palica, kadar nam je težko, se lahko na to oslonimo. Jaz sem začel 78. leta kot obrtnik in najtežje mi je bilo zračunati pravično delovno uro, zato da ne bomo delali za ston, da bom lahko delavce plačal, po drugi strani pa, da ne bom stranko ali pa tistega, za katerega sem delal, na nek način ogoljufal. En pokojni avtomehanik Janez Oblak mi je predlagal, da malo tega dr. Andreja Gosarja preštudirati. Ta je naš domačin, jaz do takrat nisem dobro slišal, sam pa nisem vedel, kaj je sploh bil. No in sem nekako ugotovil, sledim tudi zdaj, ker sem že 14 let župan, njegovemu nauku in vedno bolj spoznavam, da je
dr. Andrej Gosar, kot tudi drugi, ki so bili že danes našteti, zelo pomembni za današnji čas. Čeprav je že od takrat minilo 100 let, ali pa bo, in je še vedno aktualen. Zato so taki večeri dobrodošli, vesel sem, da vas je toliko prišlo. Vsak izmed nas je kamenček, tisti, ki ga vržemo v morje, in tisti, ki se za krogi naredijo, tudi širijo ta glas. Še enkrat hvala lepa govorcem, in da bomo to nekako tega Gosarja postavili še više in da bodo ljudje začutili, kaj je on hotel s svojimi tezami povedati. Moja želja je tudi, da bi tako razstavo v naslednjem letu postavili v parlament, da bi morda te državni svetniki in tudi v državnem zboru, ko niso v dvorani, pa morda iz dolg časa pa prebrali kakšen citat na teh plakatih in bi marsikomu prišlo tudi dobro za svoje življenje. Mi smo tudi pred leti, tudi z dr. Juhant in ostalimi, izdali eno knjigo in vsakemu politiku, ko pride v Logatec, smo tudi to dam, malo razložim, nekateri gledajo debelo, nekateri niti niso slišali, ampak mislim, da glas o dr. Andreju Gosarju gre naprej in mislim, da s vsakim takim večerom, ko je nocoj, to tudi dosegam. Še enkrat vsem hvala lepa. Ja, lepo pozdravljeni v imenu našega omizja tukaj. Veselimo se, da je tudi v Novo Gorico prišla razstava, ki jo je omogočila občina Logatec v spomin na svojega velikega sina, dr. Andreja Gosarja. Če si boste prebrali sicer precej obsežno besedilo na vseh teh panojih, je sicer ni tako dolgo, ker je v več jezikih, boste imeli dober vpogled v osebnost in delo Andreja Gosarja. Da bi pa spoznali njegovo misel, bi bil napor precej večji, saj je napisal celo vrsto tudi zelo obsežnih socioloških del. Na koncu je vitrina in so njegove najpomembnejše knjige tam razstavljene. Bo se videla, tisti za nov državni red je kar debela knjiga v 2 zvezkih. Njegova krona njegovega nauka pa je verjetno krajše delo, izdano sredi tragedije 2. svetovne vojne. To je taka knjižica, Eden je Gospod, misli o Božjem kraljestvu na zemlji. V tej knjižici se prepleta njegovo versko, strokovno in politično izročilo. Dr. Gosar, ki se je rodil leta 1887 in umrl 1970, ostaja malo znan in malo upoštevan misleč, čeprav velja za utemeljitelja socialne države in za ideologa krščanskega socialnega aktivizma na Slovenskem. Potem, ko je bil v prvi Jugoslaviji univerzitetni profesor in ploden pisec, a tudi politik, med drugim minister za socialno politiko v Beogradu, med vojno pa je okusil nacistično taborišče, je bil v povojnih letih deležen političnih pritiskov in obsojen na družbeno anonimnost. Nekaj je še brez podpisa objavljal v predhodniku sedanjega tednika Družina, Oznanilu, več pomembnih spisov pa je ostalo v predalu oziroma še huje, skritih ali celo zakopanih, tako da jih spoznavamo šele po demokratizaciji Slovenije in tudi prav v zadnjih letih. Omeniti pa je treba, da je leta 1992 na predlog Lojzeta Peterleta tržaški rojak profesor Tomaž Simčič objavil prvo monografijo o Gosarju. To je ta knjižica, prva, Andrej Gosar, krščanstvo in socialno gibanje. Marca 2014 je bil prej v Logatcu in potem naslednji dan v Ljubljani znanstveni simpozij, mislim, da se je na to knjigo nanašal župan, z več kot 40 referati. Večina teh referatov je leta 2015 išla v tem zajetnem zborniku pri Celjski Mohorjevi družbi. Med neutrudnimi pobudniki številnih akcij za spoznavanje Gosarja, njegove misli v matični in zamejski Sloveniji, a tudi na tujem,
in med te akcije spada tudi ta razstava in omenjeni zbornik, je kulturni delavec Štefan Skleder, ki sedi tukaj ob meni, doma iz Prekmurja, a bivajoč v Zaplani. Povedal nam bo, kaj je bilo že storjenega in kaj bi bilo treba še storiti za spoznavanje nauka Andreja Gosarja. O Gosarjevi verski in socialni misli nam bo spregovoril filozof in teolog dr. Janez Juhant, ki je zadnja leta znan zlasti zaradi obširne monografije o dr. Lambertu Ehrlichu, a je marsikateri zapis posvetil tudi Gosarju. Letos je postal zlatomašnik in je sam sebi tudi izdal to zanimivo knjigo za osebni jubilej. In končno profesorica in plodna raziskovalka ter publicistka doktorica Mira Cenčič, ki živi tu v Šempetru, a je Tomajka. V ponedeljek, torej predvčerajšnji, kaj je danes, sreda, ne? Ponedeljek je obhajala visok življenjski jubilej, ki ga preživlja skrbjo za obširno rodbino, a tudi z vedno novim študijem in pisanjem. Tudi v prihodnji številki revije Mladika v Trstu bo šla zelo zanimiva njena delno znanstvena, delno spominska razprava. Spregovorila nam bo o Gosarjevih stikih z goriško sredino, ki je skušala preprečiti bratomorni spopad na Primorskem med drugo svetovno vojno. Torej, pričakovanja, ki jih je izrekel gospod vikar, verjetno ne bodo uresničena. V enem večeru se ne da povedati, kaj bo vsega še treba storiti in kaj lahko danes pove. To je en tak uvodni večer, da spoznamo Gosarja, ampak mislim, da lahko sledijo še naslednje poglobitve, zato da se tudi te želje lahko izpolnijo, ki pa so zelo, zelo zahtevne. No, jaz bi zdaj predal besedo Štefanu. Naročili so nam, naj bomo kratki, da se bo dalo potem tudi malo razpravljati, da bo vsakdo lahko povedal svoje mnenje oziroma še kaj vprašal. Opozarjam tudi, da je snemano video in audio, tako da mislim, da nima nihče proti temu, tudi če se bo potem oglasil, da gre to lahko pač v elektronske medije. Štefan, prosim. Hvala lepa. Dober večer vsem skupaj tudi z moje strani. Pravijo, da eden od pomenov besede sreča pomeni tudi srečati se z nekom. In mislim, da to priča tudi današnji večer. Danes je svetovni dan hrane in jutri je mednarodni dan boja proti revščini. To so tiste stvari, s katerimi se je neumorno ukvarjal tudi dr. Andrej Gosar. Socialna misel, zadružništvo, soupravljanje podjetij, subsidiarnost, to so stvari, ki so ga celo življenje zaposlovale, predvsem ga je pa zaposlovala misel, kako svojemu sočloveku priti nasproti. Bil je edinec, sin čevljarja, ki je bil namenjen za čevljarja. 2 leti je delal pri svojem očetu in šele na to so ga dali v šole. In iz sebe je naredil največ, kar lahko človek naredi, tako po poklicni plati, kot po človeški. V začetku 90. let je pokojnemu akademiku dr. Kajetanu Gantarju uspelo, da je v Ljubljani ena izmed ulic poimenovana po dr. Andreju Gosarju. In kje je ta ulica? Ta ulica je za Bežigradom, sporedno poteka pa druga ulica, ki se ji reče Kardeljeva ploščad. In kaj je na sredi? Na sredi med tema 2 ulicama je ena zgradba. In ta zgradba se danes imenuje Fakulteta za družbene vede. Kakšna simbolika! In potem se zgodi leto 1994, kjer v Logatcu na pobudo domačinov
postavijo doprsni kip. Leta pa pridem v knjižnico Logatec k tedanji direktorici gospe Bibjani Mihevc, ki je po možu sorodnica Gosarjeve soproge Antonije, Tončke, in pravim, dobro bi bilo, da bi se spomnili z enim spominskim večerom, z eno akademijo tega pomembnega človeka, jaz kot tujec, kot forešt bi rekli na Primorskem, kot nekdo, ki se je priselil. In ona seveda to povabilo sprejme in tako, kot je bilo povedano, prvi gost je bil Tomaž Simčič, dober prijatelj iz Trsta. In naslednji mesec bomo imeli že 13. Gosarjev večer. Takrat se je vse skupaj začelo. Začelo se je pa tako, da sem po nekaj 10 odposlanih elektronskih pošt dobil odgovor iz Maribora, doktor gospoda Ivana Štuheca, ki je dal pobudo, ki je dal idejo, doktor Andrej Gosar si zasluži svoj simpozij. In jaz sem to idejo nekako objel in tako se je začelo. Tako se je nadaljevalo z simpozijem, z razstavo v Vnuku, z dokumentarnim filmom, kjer je Jernej Kastelec, režiser in scenarist, prav tako tudi gospod doktor Juhant, z radijsko igro Vinka Möderndorferja, z Gosarjevo sobo na Dunaju, da ne naštevam, z spominsko znamko, da ne naštevam vsega. Kajti danes bi rad izkoristil večer za to, da dam možnost eminentnim gostom, kot je gospa dr. Cenčičeva in dr. Juhan. Rad bi vam pa samo položil na srce, vsi, ki imate voljo in smisel in željo, pridite zraven, pomagajte nam, da bomo skupaj o dr. Gosarju naredili še marsikaj dobrega in pa tudi koristnega, ker mislim, prepričan sem, da bomo dr. Andreja Gosarja, njegovo zapuščino, njegovo strokovno znanstveno misel, če dalje bolj potrebovali. Hvala lepa. Hvala Štefanu. Hvala Štefanu, ki je izkoristil samo polovico odkazanega časa, tako bo mogoče dr. Juhan vsaj nekaj nakazal tudi to, kar je prej gospod Vidmar želel slišati. Prosim. Hvala lepa za povabilo, hvala vsem sogovornikom in tudi našim gostiteljem. Vesel sem tega večera in vesel, da ljudi, kakor dr. Andrej Gosar, dr. Lambert Erlich, dr. Anton Mahnič, dr. Aleš Ušeničnik in tako dalje, da omenim samo nekatere, kličemo v slovensko zavest iz preprostega razloga, ker so bili to ljudje, ki so krščansko misel poskušali po najboljših močeh, po tudi znanju, ki so ga obvladali, in to so bili ljudje, ki so bili svetovnega formata, vsi, ki sem jih omenil, in so skušali dejansko Slovencem dati možnosti, da se krščanska misel tudi družbeno razširi. Sestavni del našega krščanstva je preprosto družbena angažiranost. Danes je v evangeliju govora, Jezus pravi pravičnost in ljubezen. To se pravi, prvič pravičnost je vedno zadeva, ki zadeva več ljudi, in to je bistveno sporočilo krščanstva, drugo pa ljubezen, in to je bila tudi osnovna misel vseh teh ljudi in seveda posebej Andreja Gosarja. Rečeno je bilo, in seveda je to znano, da je dr. Andrej Gosar bil v taborišču. Ko je prišel domov
v svoj dom, je najprej pokleknil v svojo sobo in se Bogu zahvalil, da se je vrnil iz te kalvarije. Druga stvar, ki je nekako zelo jasno pove njegovo usmerjenost in tudi tisto, kar je bistveno našega krščanstva, ko govori v 30 letih o Oče našu, pravi, molitev Oče naša je temeljno sporočilo vsakemu kristjanu in kako bi bile urejene družbene razmere, če bi se ljudje bolj tega držali, to se pravi tega, kar molimo v Oče našu. In seveda vse skozi mu je bilo to nekako ključno vodilo. In mislim, da je to tudi izjemno pomembno danes, ko včasih mogoče malo tožimo recimo o tem, da krščanstvo umira ali pa da kristjanov nas je manj in tako dalje. Jaz osebno nisem posebno zaskrbljen glede tega, sem pa zaskrbljen, da jaz in ti morda premalo storiva v tem smislu, da bi krščanstvo v tem duhu, o katerem govori Gosar, bolje delovalo v svetu, v katerem živimo. In tu imamo vsi zelo velike odprte možnosti, imamo tudi možnosti, da se bolje organiziramo. Tu pridemo tudi na tisto vprašanje, ki bi ga jaz zelo na kratko opredelil takole. Vsak človek je oseba in izhaja iz sebe. Gosar je govoril o tem, da ljudje delujemo zato, da uresničujemo sebe. Pravi, sebičnost je tista gonilna sila, ki vsakega izmed nas žene, da se družbeno angažira zato, da bo poskrbel najprej zase, potem pa seveda tudi, da bo vključil druge. In da je v vseh časih od začetku krščanstva ali pa bolje rečeno začetku človeštva prihajalo do teh napetosti, da je vsak človek dejansko nekaj enkratnega, kakor uči krščanski nauk, je enkratna osebnost in zato ima tudi vsak svoje poti. Bistveno, na kar je Gosar v vseh svojih teoloških, socialno-političnih, družbenih dejavnostih poudaril pa je, da je izjemno pomembna ta solidarnost. On je govoril o krščanskem v začetku solidarizmu, potem pa tudi aktivizmu, zato ker je prihajalo tu tudi do težav razumevanja tega pojma v odnosu do marksistov, posebej v 20 letih in so seveda nekateri poskušali, da je krščanski socializem pravzaprav enak, tudi to se danes velikokrat ponavlja, temu marksističnemu socializmu, vendar je seveda bistvena razlika, ki jo je Gosar tudi praktično izrekel, ko je med drugo svetovno vojno, oziroma na začetku revolucije prišel k njemu, sta prišla Vidmar in Kidrič in sta ga nagovarjala, da bi tudi on stopil v osvobodilno fronto in je bila debata zelo ostra, kakor je pričal njegov sin, ki je slišal skozi stene, kako je Kidrič vpil nad njega in je Gosar rekel Kidrič, pa veste, Kidrič Gosarju, pa veste, da bomo mi zmagali. Je rekel, vem, da boste zmagali, zakaj pa ne pristopite k nam? Je rekel, ne morem in ne bom pristopil k vam. To se pravi, razlog, seveda, ki ga takrat v tej debati, ki je bila izrecno politična, nista najbrž opravila, pa je ta, da krščanstvo gradi ta soupravni ali samoupravni sistem, ki ga je kasneje tudi v bistvu kopiral Kardelj, čeprav o tem ni pravzaprav čisto jasnih
analogij, ampak verjetno seveda ideja je pa bila Gosarjeva, ampak bistveno vprašanje, ki razlikuje krščanstvo in pa marksizem je, da je soupravljanje oziroma samoupravljanje mogoče na podlagi tega, da se svobodni ljudje odločijo za sodelovanje in da krščanstvo poudarja, da je oseba temelj družbenega reda, ne pa da sistem prisili ljudi, da delajo tako, kakor pač sistemski ljudje, ki vodijo družbo, odločijo. In tu je bistvena razlika, zato seveda tudi je samoupravljanje, kakor smo ga poznali po Kardelju, v bistvu oksimoron, to se pravi nesmisel zaradi tega, ker dejansko tam, kjer vi ljudi spravite na silo, da bodo nekaj odločili, pravzaprav niste ljudem dali svobodno, da se odločijo, ampak ste jih vi prisilili. Kajti samouprava v krščanskem smislu pomeni, da se osebe združujejo in to vidite, da dejansko v našem sistemu še vedno težko deluje. Župani občine dobro veste, kako težko je upoštevati male enote, ki so temelj krščanskega družbenega reda tudi po Gosarju, ni pa mogoče, da se to seveda odreja z vrha, kajti kar se dela v Logatcu ali v Novi Gorici ali kjerkoli drugje, lahko odločijo tisti ljudje, ki so tam. Prvič bodo to bolje poznali, drugič bodo pa zato tudi bolj odgovorni in bodo seveda za svojimi odločitvami tudi stali. To je bistveno načelo, ki ga je poudaril Gosar, ki pa seveda tudi izraža bistveno sporočilo krščanskega družbenega nauka. Bog je človeka ustvaril, da sam kot svoja oseba se družbeno angažira, da se povezuje z drugimi in manjše enote, to se pravi subsidiarnost, je tista, ki omogoča potem, da tudi te stvari primerno delujejo. Ampak bistvenega pomena pri vsem tem delovanju, kakor Gosar zelo jasno poudarja tudi v njegovem delu, prej ni bilo omenjeno, recimo leta 1994 je šla njegova socialna etika, ki jo je pisal proti koncu vojne in po vojni, in v tem delu on pravi, da etika je mogoča samo takrat, kadar dejansko ljudje delamo kot svobodna bitja, ne pa kadar nas sistem prisili, da tako ali tako moramo delati. In Gosar kot človek vere je pri tem seveda poudaril, to velja za te vse družbene načela, se pravi oseba, solidarnost, to se pravi povezovanje oseb, subsidiarnost, sistem izhaja od spodaj, ampak bistvenega pomena za krščanski družbeni nauk pa je seveda to, kar je Gosar izrazil s svojim komentarjem k Očenašu, pa tudi kar seveda poudarja v vseh drugih delih, da je vera tista, ki omogoča družbeno življenje, kajti človeka postavlja na globlje temelje, ki mu omogočajo, da na vsakdanjosti pristopa iz globljih razlogov, to se pravi iz razlogov vere, in mu omogoča, da potem tudi stvari dolgoročno gleda. Tako je seveda Gosar prepričan, da vsi družbeni sistemi ostajajo v tem smislu nepopolni zaradi tega, ker je človek nepopolno bitje, ker ni mogoče nobenega sistema tako dograditi, ampak vsakdo izmed nas pa ima kot veren človek potem ustrezno motivacijo, da svoje delovanje v kakršnemkoli sistemu, tudi če je recimo še tako, bi rekli, nečloveški, protiosebni, vendarle uresničuje v vsej polnosti, in Gosar je to pokazal s svojim delom takrat, ko se je uprl tako komunistom, kakor kasneje, ko so ga seveda tudi izdali, da je moral v zapor kot številne druge Slovence, ki so šli svojo pot, ampak vedno znova je bistvenega pomena, da človek vere
gre tudi skozi vse te kalvarije, kajti s tem gre po tisti poti, po kateri je šel Jezus Kristus, ki je svojo družbeno angažiranost razumel kot delo, kot izpolnjevanje Božje volje. In to je tisto, kar pravzaprav nas, kristjane, tudi v sodobnem svetu osvobaja vsakršnih ujetosti, tudi omogoča kljubovanje vsem različnim sistemom in kar omogoča tudi seveda sodelovanje. Da je v določenih časih, tudi v naši polpreteklosti, prihajalo do določenih napetosti, je seveda več razlogov. Prvič so komunisti, kar posebej izpostavljam tudi ob študiju Lamberta Ehrlicha, seveda zelo izkoristili to različnost pristopa, kakor so imeli mladci ali pa stražarji, ki je bila predvsem v tem, da je Ehrlich recimo svoje stražarje čisto v Gosarjevem smislu učil v družbeno angažiranost, to se pravi, da se čim bolje tudi kot skupina organizirajo, poskušajo tudi izdelati smernice, kako se bodo družbeno čim bolje uveljavljali, tudi v takratnih zahtevnih razmerah, zato je bil tudi Ehrlich takrat med vojno recimo zato, da se dejansko v družbenem življenju v takratnih razmerah takoj upremo nacistični in fašistični zasedbi Slovenije, da se ustanovi vlada, tako je predlagal tudi Banu Natlačenu in poskušal tudi ljudi spodbuditi k temu, ker do tega ni prišlo, so seveda potem tudi zaradi tega povzeli inicijativo drugi in je prišlo potem seveda tudi do vojne, do revolucije, ki so jo pravzaprav komunisti izkoristili za to, da so pač oni prišli na oblast in kot vemo, so dejansko tudi ukalkulirali, da se bodo ljudje uprli, ker bodo oni tako nasilno nastopali nad slovenskim narodom. In v tem je pravzaprav bila sporočilo Ehrlicha, ki so ga pa potem tudi odstranili, da on dejansko pri tem sploh ni mogel nič sodelovati, ampak kljub temu je Ehrlich zagovarjal stališče, da se narod lahko okupatorju in seveda tudi zasedbi ustrezno upre in omogoči, da bo tako dosegel svoje delo in v tem je tudi njegovo sporočilo o slovenski državi, o povezovanju vseh demokratičnih sil, ko bo vojne konec, kakor je on to poudaril. Pri Gosarju je bilo seveda stališče zelo podobno, tudi Gosar je zagovarjal ta stališča. Pomembno je celo to, kar zadeva njegovo socialno delo, da je kot minister oziroma takrat še poverjenik v narodni vladi leta 20 izdal nalog kot poverjenik za socialne zadeve, da se tisti, ki imajo stanovanja, da se tistim posebej lastnikom stanovanj ali pa tistim, ki so bogati in imajo dovolj sredstev, nekako naloži, da ta stanovanja dajo tistim, ki jih ne morejo imeti, ker nimajo dovolj premoženja, oni sami pa zidajo nova stanovanja in to je seveda naletelo na velik odpor in Ivan Tavčar je zelo ostro nastopil potem tudi v slovenskem narodu proti temu razmišljanju. To kaže predvsem, da je Gosar hotel vedno in povsod najbolj potrebnim, kakor je bilo tudi uvodoma rečeno, omogočiti, da se bodo čim bolj lahko tudi družbeno ohranili, preživeli in vzdržali. Bistveno sporočilo pri tem Gosarju pa je vedno bilo, da je zato potrebno tudi vsestransko angažiranje vernih ljudi, da je potrebno to tudi organizacijsko izpeljati na vseh področjih v razmerah, v kakršnih pač ljudje živijo in zato je seveda tudi izpeljal ustrezna načela, po katerih se to najbolje izpelje. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa se približamo tudi Goriški, ne?
Gosar je imel dobre stike tudi s politiki, z duhovniki in drugimi na Goriškem. Doktorica Mira Cenčič je izdala knjigo o teh zadevah, v katerih nastopa tudi Gosar, torej jo prosili, da kratko predstavi tudi to problematiko. Ja, pozdravljeni. Čim bliže je. Ja. Torej obdobje, ki ga bom jaz dotaknila, je kratko, ampak zelo dinamično in zelo kruto. Torej Gosar je bil, smo se slišali, kaj je, takrat na Primorskem pa smo imeli tukaj drugačno družbeno ureditev in dve tajni organizaciji, narodno-obrambni Tiger in tajna krščanska socialna organizacija. Ti dve organizaciji sta delovali sporazumno, kar se zadeva narodnih vprašanj in kar je omogočal skupni narodni svet. Ni čudno zato, da je prva dala pobudo za organizacijo odpora, takrat, ko je bila Slovenija in Jugoslavija razkosana, torej za upor. Tajna krščanska socialna organizacija je nastala okrog leta 30, voditelja sta bila Besednjak in Virgilij Šček, ki so bili takrat v odsotnosti, ko je v tem času, no in obsegala je celotno Primorsko in delovala na vseh področjih. Torej, ta tajna krščanska socialna organizacija je bila nekoliko prizadeta v letih 40 do 43, ko je prišlo do delnega odkritja organizacije Tiger in je bilo veliko voditeljev narodnih po zaporih in v internacijah. Tako so takrat pobudo dali in se organizirali goriški duhovniki, manjša skupina in nekateri goriški katoliški laiki in dali pobudo za obnovitev narodnega sveta. To je bilo že aprila 41. leta. Maja meseca pa je ta skupina organizirala, torej ustanovila gibanje narodne enotnosti in dala pobudo za enotno narodno-obrambni odpor vsega slovenskega področja. Torej, to pobudo je objavila na plakatih in jo tudi dala ljubljanskim strankam, a nikoli ni dobila odgovora in noben ni dobila soglasja, razen pri Gosarjevi skupini Združeni Slovenci. In takrat je začelo sodelovanje. Sodelovanje je potekalo ustno, preko odposlancev in pa tudi pisno. Koncem avgusta 41. je prišel v Gorico sam dr. Gosar, da se poenotijo in pripravijo program za skupni nastop. Takrat je bila izdana druga izjava, ki so jo poslali torej tako ljubljanskim strankam in pa tudi vladi v Londonu, da naj se združijo vse politične sile, poenotijo in povežijo v enotnem nestrankarskem narodnem odporu, da dosežemo združitev vsega slovenskega ozemlja v Jugoslaviji, ki naj bi bila bolj demokratična in samoupravno urejena. V tistem času so nastajale določene velike spremembe. Torej, o teh spremembah pa spoznavamo predvsem v pismih, ki so jih pošiljali, torej tako imenovana tale gibanje, torej Združena Slovenija, ki se jo bolj poznamo kot ljubljanska, torej sredina, in v Gorico, ki je tudi bolj poznana kot goriška sredina. Ta druga spomenica očitno tudi Ta druga spomenica, ja, je bilo večkrat plakatov, Kvestura jih je zasegla okrog 10 plakatov, 2 so bila podpisana Združeni Slovenci. No, in v pismih pa vidimo, da je situacija bila čisto drugačna. Torej, najprej izraženo strah, da bo prišlo do razsula slovenskega naroda v dve skrajnosti, da je očitali so zamujeno priložnost, da bi ljubljanske stranke torej prehitele v organizacijo odpora komunistično partijo
in torej nagovarjali goriško sredino, naj se poveže z ljubljansko in deluje v tej smeri, da pride do enotnega odpora. Že drugo pismo istega leta pa je nakazalo, da je strahotno obračunave med temi dvema skrajnostima in da je ustanovljena Slovenska zaveza. Priporočali so, da tudi na Primorskem naj se torej ta skupina poveže se z skupino in sporazume skupino Janka Kralja. V naslednjem poročilu pa že piše o tem, da se strahotno napadajo obe skrajnosti, da je ljudstvo obupano, da podivjali so Italijani z velikim nasiljem, zelo krvoločno deluje komunistična partija, tako da se je organizirala vaške straže, ki se sami borijo in varujejo pred prevelikim nasiljem. Velike spremembe so nastajale tudi takrat na Primorskem. Namreč 41. leta je bil drugi tržaški proces, Nanoška bitka. Veliko domoljubov, slavofilov, kako so jim rekli, anti-Italijanov je bilo po zaporih. Prve konflikti s partizani, prve strelje s partizani so nasilje Italijanov še toliko pospešile, da so gorele naše vasi, se polnile ječe in da so potem mlade fante, nepolnoletne, še pošiljali v posebne bataljone. V Gorici na Travniku je vpil Mussolini, da je treba pobiti vse moške te preklete rase. Vse to je spodbudilo odpor in simpatijo za partizane, zato so začeli fantje namesto na italijansko vojsko, so šli v gozd. Goriški duhovniki so poročali svojim somišljenikom v Ljubljano, da je primorsko ljudstvo ima simpatije do Osvobodilne fronte, da je narodno proti Italijanom, da je tudi ni komunistično in sam Ivan Juvančič, eden najpomembnejših duhovnikov in duhovni vodja tega gibanja v Gorici, je potožil, da je zelo težko ravnati krščansko, da je vodstvo komunistično, bojevniki pa so narodni in krščanski. Duhovniki so ugotovili, da ljudstvo se je odločilo. To jih je vodilo velikansko stisko, ker so vedeli, kdo vodi ta odpor, niso pa hoteli razkola med ljudstvom in cerkvijo, niso hoteli zapustiti svojega ljudstva, ki že več desetletij se borijo skupno proti raznarodovanju in ko so jih oni vzgajali in oni domoljubno usposabljali za dolgotrajno ohranitev svojih narodnih vrednot in tako je potem Ivo Ivančič, bogoslovni profesor v semenišču Gorici, pozval duhovnike, naj ostanejo na strani z ljudstva in da naj za vero se borijo z ljubeznijo. Napisal je tudi posebno brošuro, v kateri temeljuje pravico do upora tiranom in da se naj dvignejo nadstranke, naj se delujejo vsemi, naj preprečuje hujše zlo in naj pomirjajo in vendar nikakor ne sprejemajo kakšnih posebnih nalog v nobeni torej politični skupini. Februarja 1943 pa je zbor svečenikov svetega Pavla v Gorici, to je krščanska, torej društvo duhovnikov, primorskih duhovnikov, ki je skupaj z desno stranjo društva Edinost,
torej se je počasi stapljalo v to socialno-krščansko organizacijo, so sprejeli navodila, ki jih je v Gorico poslal Virgil Šček, da pač ne dovolimo, da so naši fanti šli v gozove iz domoljubja, ne zaradi komunizma, zato ne moremo dovoliti, da bi proti njim nastopili z orožjem, da je potrebno pomirjati, preprečevati hujše zlo in tudi preprečevati razširitev bratomorne vojne na Primorskom. Tega se je držala večina duhovnikov, tako da so se znašli v jeseni, ko so po razpadu Italije in so začeli Nemci osvajati to naše ozemlje na Goriški fronti svojimi fanti, kako so rekli, zlatimi fanti, ki so se prvi odločili za upor in za obrambo domovine. Tam so tolažili, torej pokopavali in takrat je tudi napisal zelo zanimivo misel žabelski duhovnik, ko je rekel, kdo nas bo kritiziral, kdo nas bo obtoževal. Vedeli smo, da eno drevo ne ustavi plazu. Tako smo pastirji drveli za svojimi ovčicami po zastrupenih travnikih, da bi ubranili, da zatijo v prepad. 44. leta pa je prišlo do precejšnjih sprememb. Spomladi so se vračali domov voditelji teh primorskih političnih strank, kar je ogrožalo torej voditelje odpora in zaradi tega so padali nekateri streli od neznanih storilcev in seveda vzroke so kazali na nasprotno stran. Prišlo je tudi do rahlega razhajanja te primorske sredine, ker je precej teh državskih liberalno usmerjenih voditeljev pristopili v osvobodilno fronto. Nekateri prostovoljno, nekateri pa zaradi preplahu, ki so ga umetno ustvarili, da jih so izgnali s Trsta. Torej, ta ljubljanska sredina je še vedno poskušala vplivati na goriško sredino, čeprav so že pristopili v Slovensko zavezo, vendar in so jih svetovali, naj tudi oni se pridružijo Slovenski zavezi. Tukaj so pa bili neposlušni, ker niso želeli ustreči Kardelju, ki je neprestano pošiljal ukaze svojim udbovskim sodelavcev, razdvajajte sredino, spravljate jih na sprotne tabore, da jih bomo lažje pokončali. Sredina, kakršna je bila, nekompromitirana, je imela večji vpliv na ljudi in bolje ogrožala komunistično oblast in tudi res preprečevala hujše zlo. Tako so potem prav goriški sredinci ostali edina prava sredina v vsem tem vojnem času in na račun tega, da so bili kritizirani in napadani vse strani, eni so naučiteli, da so podporniki komunizma, drugi so naučiteli, da so bela garda in da so narodni izdajalci. Ne glede na te težave so opravili svojo vlogo. Na Primorskem ni prišlo do bratomorne vojne v takem obsegu. Prav komunisti so spremenili nasilno svoj odnos do prebivalstva, zato so uporabljali bolj posredna sredstva in navidezno je bila tukaj narodno-osvobodilna borba, kako so rekli, nekako bolj domoljubna. Za vse delo, ki so ga ti duhovniki opravili, pa seveda ni bilo nobenega priznanja. Ko so korakale partizanske čete v Gorico, so bili posebno ti sredinci z laičnih vrst zaslišani, odvedeni v zapore
Medtem ko duhovniki so v tem času, dokler je bila tukaj zavezniška vojaška uprava, še delovali s ciljem, ki so ga postavili, združitev vseslovenskega ozemlja in vlagali peticije na komisije, ki so razmejitvene komisije in tudi sodelovali v teh komisijah s prepričevanjem, naj se združi slovensko ozemlje v Jugoslaviji taka, kot je, namreč v prepričanju, da politika se menja, narod pa ostane. Večina je ostala potem v onstran meje, duhovniki brez pokojnine, včasih tudi brez svoje fare, dva sta zaradi svojega delovanja bila potisnjena v laični stan, Virgilček in Ivo Juvančič. In kako se je potem dogajalo z duhovniki, vemo. Tomajski župnik je napisal svojo kroniko. Kričali se proti fašizmu, borimo se proti fašizmu. Ja, je rekel, mi smo se borili proti fašizmu prvi, a zdaj so nas spravili v isti žakelj in tolčejo po nas. Tako. Hvala. Ker je večer posvečen Gosarju, vseeno, da bomo vedeli, o kom govorimo, se ga bolj dotaknemo. Bila je tekom večera vzpostavljena dihotomija, naši, vaši, partizani, domobranci. Retorično vprašanje, a je obstajala tretja pot? Da, če pogledamo danes, da. In to je bila jugoslovanska vojska v domovini, tako imani Mihajlovićevi četniki, ki poskušajo tudi na Primorsko prodreti. Njim, kot legitimist, je ostajal zvest tudi Andrej Gosar. Rekel sem samo 3 minute, imam še 2, ne? V štabu Draže Mihajlovića je leta 1944 nastal načrt tako imenovane neodvisne svobodne Jugoslavije pod vodstvom kralja Petra. Govorimo o tisti strani, ki je bila poražena v drugi svetovni vojni in kjer bi bila ena od edinic, kot so temu takrat rekli, tudi združena Velika Slovenija. In veste, koga je Draža Mihajlović oziroma njegov krog predvidel za predsednika te Slovenije? Andreja Gosarja. Te dokumente sem najdel pred 2 leti v štabu Draže Mihajlovića v vojnem arhivu Srbije, so lepo ohranjeni, žal, ker je marsikaj v naši državi, naši družbi, nasledstvu Jugoslavije nerešeno, se jih ne da kopirati, niti poslikati. Časi se bojo enkrat spremenili, tudi tukaj v tem pogledu. In morda, jaz jih imam prepisane te dokumente, drugače ni šlo, ampak morda jih bomo nekega dne lahko tudi objavili. Torej, če bi zmagala protikomunistična stran v državljanski vojni, kar se je do jeseni 1943 od Teheranske konference zdelo ne tako neverjetno, po Teheranski konferenci pa zelo neverjetno. In podobno kot so imeli partizani svoj, oziroma Titova stran svoj avnoj, so imeli tudi četniki svoje zasedanje v vasi Ba in potem naprej. In vemo, da zavezniki držijo stike s četniki Draže Mihajlovića do decembra 1944, ampak da znamo postaviti današnjega, bomo rekli, slavljenca, v navednicah, v prostor in čas, če bi zmagala partizanom nenaklonjena stran, torej če bi Jugoslavija se razvijala po nekih drugih, zahodu bolj prijaznih parametrih, bi bil vodja Slovencev Andrej Gosar. Sem vesel, da zgodovinarji pridejo naprej. Jernej Vidmar. Dober večer. Jaz sem zgodovinar, delam pa tudi v šolstvu na Škofijski gimnaziji v Vipavi in letos je na programu pri slovenskem jeziku Kocbek, njegova dela na maturi.
In mene me zanima, oziroma bolj za publiko, če malo bolj razložite ta odnos med Andrejem Gosarjem in Kocbekom. Oba sta bila namreč katoliška intelektualca, oba sta imela velik čut za socialo, za malega človeka, vendar Kocbek pol že pred vojno nekako simpatizira s tem komunistično idejo, tudi ne, to sploh potem v času španske državljanske vojne, ko napiše ta vlastni članek Razmišljanje o Španiji in takrat podpre praktično to komunistično revolucionarno idejo in tudi ne obsodi vse te zločine, ki jih je komunistična stran storila proti španskim katolikom, redovnikom, delovanje NKVD-ja v Španiji. In takrat mislim, da prije do tega razkola med Andrejem Gosarjem, mislim do ločitve. Če malo razložite ta odnos, gospod Juhant. Ja. Torej, zelo jasno je to povedano v tistem sestanku, ki sta ga imela Vidmar in Kidrič pri Gosarju. Seveda, to je bilo že v začetku, konc leta 1941, ko so komunisti že angažirali ljudi. Seveda je pa vse skozi bilo to nasprotovanje, predvsem v tem smislu, da je Andrej Gosar v začetku sicer bil, namreč zgodovina je dosti zapletena tega gibanja. Jugoslovanska strokovna zveza, to je bil sindikat, ki ga je ustanovil leta 1909 Janez Evangelist Krek. To so bili, bi rekli, krščansko-socialni sindikalisti, ki so tudi po prvi svetovni vojni skušali politično udejstvovati in tudi seveda z sindikalnim gibanjem zagotavljati pravice delavcev, kar je bila nekako glavna Krekova ideja. Seveda v začetku so imeli tudi podporo pri Andreju Gosarju v 20 letih, potem je postal socialni minister, bil seveda kot član, socialni minister kot član Slovenske ljudske stranke. Takrat je pa prihajalo vedno bolj tudi do nesoglasij, ki izhajajo čisto iz praktičnih težav. Socialni minister mora nekako zagotoviti socialni mir v državi, sindikalisti pa se seveda borijo za svoje pravice in so kasneje potem drugi postali bolj vplivni v tem krščansko-socialnem gibanju Jugoslovanske strokovne zveze, predvsem brata Tominca, pa še nekateri drugi, tudi Engelbert Besednjak, tudi z revijami, ki so takrat izhajale. In seveda tukaj prihaja do tistega zelo ključnega vprašanja, ki ga je Andrej Gosar tudi v 30 letih nekako označil, da je težava, da socialni sistem, ki bi ga bilo treba izboljšati, da številni ljudje, tudi politiki, tudi gospodarstveniki, sploh niso sposobni, ne vedo, kako bi se to uresničilo, čeprav bi se to moralo uresničiti za družbeni mir. In tukaj prihaja potem do takih težav, tudi to, kar je bilo rečeno, te nasprotja v slovenskem krščanskem gibanju sploh izhajajo preprosto iz tega, da Gosar pravi, po marksistično tega ne moramo narediti, to se pravi na silo, ker s tem pravzaprav ves normalen človeški red in tudi družbeno dogajanje izničimo, kar se je seveda potem tudi videlo, ker na silo ljudi prisilimo pod nek pokrov, ki pa tudi ni dolgoročno vzdržen, kar pokažejo tudi vsi primeri teh socialnih revolucij, ki so se zgodile. Ampak prenovo tega bi bilo treba delati duhovno, pravi, zato pa seveda ljudje niso sposobni, to je zelo zahtevno, je treba sodelovati, se je treba pogovarjati in zato je bil Gosar tudi nekako bolj nasproti temu.
Absolutno pa je bil nasproti seveda temu Kocbekovemu iz teh razlogov, ki sem jih omenil, da se je on pridružil seveda komunistom že v svojem premišljevanju o Španiji, za katerega je posebno reagiral dr. Lambert Ehrlich kmalu potem v Slovencu z 3 odzivi, v katerih pravi, da Kocbek popolnoma spregleda resnično stanje v Španiji, ki je seveda stanje komunistične revolucije, kakršna je bila v Sovjetski zvezi, z nasiljem, z pobijanjem ljudi, s pobijanjem seveda predvsem tudi cerkvenih voditeljev, škofov, duhovnikov, redovnic in tako dalje. In seveda tega Gosar ni sprejemal, ker je on vse skozi zagovarjal sodelovalni način, ki pa nikoli ni dejansko praktično lahko uresničljiv, ampak z velikimi napori, z veliko duhovnega gibanja. In seveda to je tudi tisto, kar je pomembno tudi za nas danes. Recimo Berdjajev na primer pravi, da revolucije ni mogoče izničiti tako, da rečemo, da bomo proti revolucijo naredili, ampak je mogoče samo z alternativnimi sredstvi. Recimo Berdjajev tudi govori tisto, kar je nam danes recimo zelo prezentno, da pravi o mladcih, ki so išli iz komunističnega, ki pa jim gre samo za oblast. Recimo takoj lahko vidite recimo primerjave recimo z našim stanjem. Pravi, tega ti ljudje ne morejo uresničiti, ampak uresničijo lahko samo alternativni ljudje, globoko ukoreninjeni na duhovnih temeljih. To pa je seveda bil Gosar vse skozi zagovornik te poti in je poskušal tudi v političnih, zelo zahtevnih takratne Jugoslavije, ki je bila seveda v veliki meri izjemno zahtevna pot uresničevati in zato seveda tudi ni bil sprejet. Jaz se sicer verjamem, da je Mihajlović mislil, da bi Gosarja vzel, ampak ne verjamem pa, če bi on dejansko lahko tudi v tistih razmerah to izvedel. Hvala. Je še kdo? Če ni več vprašanj, bi se zahvalil vsem razpravljavcem. Mislim, da če naredim eno sintezo, da še vedno lahko rečemo tudi danes, če tako rečem, Satan nas razdvaja, tudi ne samo, bi rekel, tudi njegovi sodelavci, je cilj, kako nas skregati med sabo. To funkcionira in bi morali to veliko bolj detektirati in se tega zavedati. Tudi danes smo duhovno šibki, to, kar je bilo danes v evangeliju, kar je dr. Juhan omenil, biti pravičen in ljubiti v tem svetu. Koliko zdaj mi kot kristjani to izpolnjujemo in ta osebni vidik, ta, bi rekel, duhovni boj v vsakem izmed nas je zelo pomemben in mislim, da z tega vidika je to bil bogat večer, ki pa nam da razmišljati. Vsak izmed nas je dobil zdaj domačo nalogo, kaj bomo naredili in gotovo tudi ta razstava, vas vabim, da si ogledate, bo tukaj več časa, lahko tudi po nedeljskih mašah preverite, bi rekel, vse to. Še kaj več, pa tudi se mi zdi, pri nas je to razmišljanje o družbenih vprašanjih zelo nizko, ne? Kot kristjani, da se tega ne ustrašimo, zato sem vesel tudi, da imamo tukaj podžupana in župana, ki delujeta v tem duhu. Naslednje leto bo Nova Gorica Evropska prestolnica kulture, ampak bo tudi istočasno sveto leto
in istočasno tudi 1700-letnica Nicejskega koncila, ki je bil prvi koncil in je imel tudi, kdo ga je sklical, cesar Konstantin. Se pravi, vedno gre tudi verske zadeve, vplivajo tudi na politiko in če jaz sledim Jezusu, vpliva to na celotno občino. Ne? Tako da ta, bi rekel, odnos se ga premalo zavedamo. Moja duhovnost vpliva na družbeno dogajanje. Tako in tukaj mogoče tudi bi Logatec je bil na tej poti iz Ogleja, zdaj kako je šlo, to je šlo preko moje rojstne vasi, Orešja in Cula in potem čez Adpirum do Logatca v Emono, ma je šla pot naprej do Singiduma, Beograda, do Najsusa, Niša, Konstantinopla in potem v Nicejo. In tako po tej poti so prihajale, bi rekel, je bila zelo pomembna pot in sem vesel, da smo danes, nas je pa povezal pa Gosar tukaj, občino Logatec in Nova Gorica in jaz mislim, da mogoče zdaj ob kozarčku boste povabljeni, ne, potem, da še nastane kaj dobrega in še kakšno nadaljne sodelovanje. Se zahvaljujem delegaciji iz Logatca, občini, potem tudi knjižnici, ki je posodila te knjige, ki so tam na ogled. Tako. Še enkrat hvala, prosim zdaj Jerneja še, da pride še enkrat. Pa... Jaz bi vam čestitil za ta večer, za tako lepo predstavitev Andreja Gosarja. Je vedno aktualen, smo videli tudi danes in tudi v razmerah, v katerih živimo, tako na socialnem področju, kot tudi na priznavanju kristjanov v družbi. Zdaj, jaz bi vam podaril en simbol krščanstva, namreč v naših krajih je krščanstvo prišlo že vsekakor bilo prisotno v 1. stoletju in verjetno 2., 3. stoletje tle že bilo. No in v Solkanu so našli v 80. letih prejšnjega stoletja, ko so neki kopali za vodovod v Klemenčičevem vrtu za cerkvijo, v tem starem delu Solkana, so našli en tak simbol in sicer oljenka. Oljenka, antična oljenka, verjetno še iz rimskih časov, datirana tam 4. 6. stoletje, torej čas, ki so hudih obdobij, ne, upada Gotov, upada Langobardov, čas svetega Hieronima, torej čas, ki je krščanstvo se rojevalo kot sila, ki bo združila Evropo, prišleke in staroselce, ampak tudi čas, ko je bilo težko biti kristjan, ne, ko se končevalo to množično preganjanje kristjanov. Tako da, zakaj je pomembna? Ker nosi simbol Hristos, ima na oljenki, krasito oljenko, torej Kristusov monogram. No in mi, ko smo videli, ko je škof videl, da ko so pisali to knjigo o Bitbook, se pravi knjiga kulture Gorica 2025, smo opazili, da kristjanov ni omenjenih v teh načrtih občine Nova Gorica in Gorica bolj, ampak Nova Gorica ima to hibo. In smo nekako škof odločno postavil našega Bogdana kot vikarja za EPK, cerkveni EPK, da bi bili saj malo prisotni na tem goriškem prostoru. In iz tega nastal zavod, smo se zbrali malo zgodovinarjev, malo ostalih družbenih pač ljudi, ki smo na tem prostoru. No in je bilo več pobud, ena od takih, večino so vse zavrnjene na občini iz naših krogov. In ena taka pobuda je bila, da bi ta oljenka postala protokolarni objekt, predmet za 2025, torej za tisti del povabljencev, ki so bolj iz krščanskih vod, da bi jim ponudili tudi to, darovali to oljenko. Nekako načrt je bil, da bi občina financirala 100 odlitkov, kopij te oljenke, vendar je bilo to, naši občinari so to zavrnili. Kar se kaže pač ozkost teh ljudi,
čeprav so imajo zelo odprte. In tako da ste v eni najbolj brezbožnih občin na Slovenskem, ampak prav iz teh krajev pa izhaja ta simbol, in ta zavrnitev je pa na nek način potrditev, da je ta predmet, ta simbol Kristusa aktualen tudi za današnje čase in da se ga nekako bojijo predstaviti v javnosti. Tako da lahko postane simbol enega tihega odpora, recimo te naše krščanske skupnosti, da pač ustrajajmo v naši veri, še naprej. Tako, zdaj bo vsak od vas bo to dobil, je tudi praktična, si lahko nalijete olje in si jo lahko prižgete zdaj počasi za advent, ki prihaja, tako da vam lahko sveti ta luč, torej 6 časa svetega Hieronima. Hvala.